Tanja Lončar pa nam bo danes predstavila kokosovo maščobo. In ne le to, pripravila nam bo krompir na poseben način. Meni se že cedijo sline. Kokosova maščoba je zagotovo ena od najbolj kakovostnih, nasičenih maščob, ki jih lahko uporabimo, in upam, da vsaj našim gledalcem ni treba ponavljati, da je to resnično maščoba, ki se je dolg časa po krivdi držal slab sloves zaradi tega, ker je nasičena in zaradi tega, ker ima veliko kalorij. Danes pa vemo, da je posebnost kokosove maščobe ravno to, da kljub temu, da vsebuje 900 kalorij, ko jo uživate, boste porabili več kalorij, kot ona vsebuje. To pomeni, da s takimi maščobami pomagamo telesu, da zažene metabolizem, da hitreje steče presnova in tudi, da zgubljamo kilograme, če jih imamo preveč. Zanimivo je, da če ste presuhi, kokosova maščoba ne bo delovala na ta način. Zdaj po zimi je še en aspekt zelo pomemben. Kokosova maščoba vsebuje skoraj 50% laurinske kisline. To je ena maščobna kislina, ki smo jo srečali takrat, ko nas je mama dojila in je zelo okrepila naš imunski sistem, če smo bili dojeni otrok. Danes pa, ko imamo veliko težav z imunskim sistemom, zelo prav pride, da ga krepimo ravno z laurinsko kislino, ki deluje proti virusom, proti bakterijam, proti zajedavcem, proti kvasovkam. In ne boste verjeli, zelo zanimivo, to je tako inteligentna maščoba, da ne poškoduje koristnih mikroorganizmov v telesu. Torej, za razliko od antibiotikov, ki bo sesuval vse in kar rabite in kar ne, naravni antibiotiki so selektivni, bojo v telesu zmanjševali to, kar vas obremenjuje, istočasno pa bojo krepili vašo naravno odpornost. Kaj lahko pa naredimo s kokosovo maščobo? Ravno prav pride pri takih jedeh, ki bi nas lahko obtežili. Denimo, Slovenci ne moremo brez krompirja, po zimi je krompir eno od glavnih živil. Danes bomo pripravili krompir na način, da bo veliko lažje prebavljiv in da se nam ne bo zatikal v prebavilih. Torej, vsi imamo radi ocvrtega, pečenega, kar ni najbolj zdrava opcija, potem vam zdravnik reče, jejte samo kuhanega, ampak ta ni tako okusen. Zdaj bomo probali združiti lepo in koristno. Če je krompir ekološki, če je vaš domači ali če veste, od kje ste ga vzeli, ga ni treba lupiti. Če imate časa, bi bilo celo najboljše, da ga kuhate celega v lupini. Mi ga bomo zdaj, zato da gre hitreje, narezali. Zalili le stok vode, da je pokrit, in kuhali ne čisto do konca, tako, da je malo kot testenine, al dente, zato ker ga na koncu bomo užmohtili z začimbami in z maščobo. Torej, pomembno je, da narežete na enako velike koščke, da se bo enako dolgo kuhalo. In zdaj bomo to zalili le toliko, da je pokrito, ne bomo solili, ker če bomo solili, se škrobi bojo veliko dlje časa kuhali in istočasno to, kar je dobrega v krompirju, vam bo šlo v vodo, in če to vodo ne mislite popiti, potem bomo splaknili veliko vitaminov pa rudnin. To je zdaj bil tisti dietetski del kuharije. Zdaj pa pride tisti gurmanski. Vzamemo malo kokosove maščobe, jo pustimo, da se rahlo stopi, in v to takoj dodamo kurkumo in kumino. Zakaj pa ravno te dve začimbnici? Zato, ker kurkuma bo olajšala delo vaši trebušni slinavki, da se lažje loti škrobov, ker krompir dviga sladkor hujše kot beli sladkor. Kumina pa je en od najmočnejših antidiabetikov, ta dva združena pa naredita, da krompir res bo mala malca in da vam ne bo počasnijo metabolizma in obremenijo telo s težko energijo. No, tako pustimo pri miru 3 do 5 minut
obrnemo z lopatko, pustimo, da se še druga stran rahlo zapeče, tako da je res gurmansko, s korico, in na koncu rahlo osolimo. Če vam mogoče kumina ni najbolj priljubljena začimba, lahko enak efekt v telesu dosežemo z drugimi začimbami, recimo s šetrajem, s koriandrom ali z rožmarinom. Več kombinacij in postopkov boste natančno brali v ščepcu ustvarjanja. Lahko pa tudi eksperimentiramo, pa je vsako kosilo drugače, enako zdravo.